center UKC Maribor je v času epidemije COVID-19 postal povsem nov oddelek z novo logistiko, tudi z novim strokovnim delom za boleznijo, ki se je do zdaj nismo nikoli srečali. V našem centru smo pravzaprav morali spremeniti vse, od logistike poteka obravnave pacientov do novogradnje, tokrat v šotorih, do nove opreme za zaščito pred to boleznijo, do novih kadrov in povsem novega načina dela. To je za nas predstavljal in še vedno predstavlja izjemen napor, izjemno odrekanja, za kar gre vsa hvala tudi vsem mojim požrtvovalnim delavcem. Najprej bi rad povedal, da je naša organizacija takšna, da v bistvu celotno urgenco in tudi celotni UKC Maribor ščitimo pred morebitnim vdorom virusa v naše prostore, v našo hišo, tako da smo najprej naredili tako imenovano sivo točko, sivo cono urgentnega centra iz šotorov, ki smo jih postavili ob bok naši stavbi in tam namestimo vse tiste paciente, ki so potencialno ogroženi, da bi bili kužni oziroma da bi zboleli za boleznijo COVID. Tam se pregledajo v improviziranih prostorih, kjer smo jim namestili nekakšne pomožne postelje, improvizirane priključke za kisik, nekaj monitorjev najnujnejše opreme, da lahko nekako začnemo obravnavo na primernem nivoju in jih najprej pobrišemo, kar pomeni, da jim vzamemo bris. Rezultat tega brisa čakamo približno 5 do 7 ur. Sama preiskava je zelo dolgotrajna in traja 3 ure. In šele potem, ko vidimo, da pacient ni nosilec tega virusa, se lahko odločimo, da ga preselimo v neko okolje UKC Maribor, kjer se zdravijo običajni pacienti. Če pa je pozitiven, pa ga preselimo v COVID ustanovo, to je pri nas infekcijski oddelek, ki je praktično namenjen samo in izključno pacientom z boleznijo COVID. Stojimo pred kontejnerjem, v katerem imamo možnost namestiti naše delavce, ločen je na 2 dela, na enem delu dejansko lahko se namestijo tisti, ki so v osebni varovalni opremi, se pravi so v vseh zaščitnih sredstvih, v drugem delu pa imamo možnost manjšega skladišča in pa namestiti tudi tiste delavce, ki trenutno niso v osebni varovalni opremi. To je izjemno pomembno, zaradi tega, ker so ti delavci zunaj na mrazu, na dežju in s tem nekoliko olajšamo delo. Stojimo na vstopni točki v urgentni center pod šotorom, kjer je v bistvu za mano pult z triažno točko, triažno sestro in triažnim zdravnikom, ki po posebnem vprašalniku ocenita, ali je pacient ogrožen, da ima bolezen COVID. Če je, ga namestimo v šotore, ki so zadaj. Nahajamo se na enoviti vstopni točki v urgentni center. Na tem mestu poteka osnovna predtriaža, na kateri se odločimo, ali nek bolnik spada v tako imenovano sivo cono, se pravi je suspekten za COVID, ali lahko nadaljuje običajno ustaljeno pot po urgentnem centru in ga lahko namestimo tako imenovano belo cono. Na tem mestu se pomerijo osnovni vitalni znaki, vključno za temperaturo, izpolni se osnovni vprašalnik, po katerem tarčno iščemo tiste bolnike, ki bi bili suspektni za COVID obolenje. Za nami se nahajajo šotori, v katere namestimo sive bolnike, torej tiste, ki so po triažni kategoriji sivi, so COVID suspektni. Načeloma so ti bolniki nekoliko manj prizadeti, vendar potrebujejo hospitalizacijo ali našo nadaljnjo obravnavo. Vsi bolniki, ki so nestabilni po vitalnih parametrih, ki jih moramo še stabilizirati, ki so dejansko življenjsko najbolj ogroženi, pa gredo v notranje prostore sive cone, se pravi tam, kjer jim lahko tudi v reanimacijskih prostorih nudimo najvišjo raven oskrbe. Z nami je zdravnik Tomi, ki je oblečen v osebno varovalno opremo, na sebi nosi na glavi kapico, nosi zaščitna očala, ki so celo neprodušna, in pa FFP masko. Nadalje ima oblečen tudi plašč,
in pa seveda nitrilne rokavice. Ob tem nosi v spodnjem delu tudi zaščitno obuvala. To je nujna oprema, ki jo potrebuje, da lahko dela z COVID pozitivnimi ali suspektnimi bolniki. Traja pa seveda tudi kar nekaj časa, da vse to pravilno namesti. Govorimo o nekaj minutah. Bolj ko se mudi, manj imamo časa in seveda hitreje se moramo obleči. Tako kot se nam je spremenila v urgentnem centru obravnava, so se spremenile tudi številke in vrste pacientov pri nas. Sedaj imamo poseben pododdelek, ki mu rečemo siva cona, in v tej sivi coni pregledamo do 30 pacientov na dan. Ob tem pa seveda še obstaja funkcioniranje urgentnega centra enako kot doslej naprej. Dejansko v segmentu poškodb oziroma kirurgije na srečo v tem času pregledamo precej manj pacientov kot do sedaj. To je posledica, da ljudje v času epidemije mirujejo, ne delajo, je manj prometa, ni delovnih nezgod, tako da se število poškodb zmanjšalo za približno 3-krat. Vsega skupaj v urgentnem centru vseeno obdelamo do 100 bolnikov vsaki dan, pred epidemijo pa smo jih tudi do 250. Za nami je ambulantni del bolezenskega sektorja urgentnega centra, ki smo ga za čas epidemije bili primorani nameniti sivi coni, torej bolnikom, ki so suspektni za COVID. Tukaj obravnavamo tiste, ki so najbolj ogroženi in imamo tudi reanimacijske prostore. Pred tem imamo tudi filter, kjer se naši zaposleni lahko primerno in ustrezno pripravijo, si namestijo osebno varovalno opremo, si namestijo filter obleke in obratni smeri tudi na tak način izstopajo. Stojimo v hodniku, ki povezuje vhod za reševalna vozila do reanimacijskih prostorov in naprej proti oddelku za radiologijo in Inštitutu za fizikalno medicino. Ta hodnik smo z provizoričnimi šotorskimi platni zastrli in ga občasno zapremo zaradi tega, ker COVID paciente oziroma paciente, ki so sumljivi, da imajo COVID, po tem hodniku peljemo na Inštitut za fizikalno medicino in rehabilitacijo, ki smo ga predelali v tako imenovano podaljšano sivo cono, kjer počakajo do rezultatov brisa. In s tem smo tudi pridobili nekaj dodatnih postelj. Trenutno se nahajamo v sobi kriznega štaba urgentnega centra UKC Maribor. Na tem mestu se pravzaprav celotna operacija oziroma celotno delovanje urgentnega centra in tudi širše vodi. Pri nas smo se opremili z najrazličnejšimi podatki, med drugim uporabljamo tudi tako imenovane piši-briši table. Ena izmed prvih stvari, ki smo jih pripravili, je bila osnovna shema celotnega urgentnega centra, ki smo ga preuredili. Tukaj spredaj se nahajajo šotori, sam izolacijski del za najbolj prizadete bolnike in potem ves čisti del, kot mu rečemo, oziroma beli del, bela cona za tiste bolnike, ki niso suspektni za COVID. Ob tem smo dodali še eno enoto, ki je dejansko oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, ki smo ga za potrebe časa epidemije preuredili v eno podaljšan sektor urgentnega centra. V tem delu nam pomagajo tudi kolegi internisti za oskrbovanje teh bolnikov. Na tej tabli imamo pripravljeno shemo te najožje sive cone urgentnega centra. Vidite, da imamo označene primerno tudi posamezne šotore. V uporabi je v bistvu 13 šotorov, od 14, enega pa uporabljamo tudi za administracijo. Na tem mestu imamo možnost pogleda v vso dokumentacijo, se pravi, imamo pripravljene računalnike, tiskalnike in vso ostalo administrativno opremo. Imamo tudi nečist del, v katerem se lahko naši zaposleni preoblečejo v osebno varovalno opremo. Imamo nameščene kontejnerje, v katerih lahko se tudi spočijejo, in samo triažo oziroma pred triažo, na osnovi katere se odločimo, ali bolnik sploh sodi v ta
sivi del, sivo cono, se pravi je COVID suspekten, ali lahko nadaljuje pot v preostali del urgentnega centra kot nesuspekten, COVID nesuspekten bolnik. V sobi kriznega štaba urgentnega centra imamo tudi informacijske sisteme. Vedno v izrednih razmerah in v kriznih situacijah večinoma šepa v prvi vrsti komunikacija. Pri nas smo opremljeni z UKV napravami, tako da se lahko sporazumevamo med različnimi sektorji, določene stvari najavljamo. V krizni sobi imamo tudi možnost vpogleda v sam sistem, informacijski sistem naše bolnišnice in pa na voljo tudi ostale administrativne predmete, tiskalnike in podobne stvari, ki nam omogočajo nemoteno delo v času krize in pravilno delovanje štaba. Torej, tukaj smo klinika za interno medicino, skupaj z urgentnim centrom smo odprli sivo cono INP. Dnevno obdelamo približno 10 do 12 bolnikov različno, včasih več, včasih manj, skupaj s pomočjo seveda urgentnih zdravnikov v urgentnem centru. To že zdaj poteka približno teden dni, pa trenutno zelo dobro sodelujemo in smo zelo uspešni.